Ob napakah ljudi ravnam odvisno od napake. Če je katastrofalna, potem se temu primerno odzovem. Poskušam naučiti ljudi, naj tega več ne delajo ali da skupaj popravimo zadevo, če je v moji moči. Če je majhna napaka, se ne sekiram preveč. Če se me tiče to, kar je v ravnanju bližnjih napačno, potem človeku postavim mejo. Če ne in če vem, da opomin k premisleku ne bo zalegel, potem pustim, da jih izučijo posledice napačnih ravnanj. Zakon vzroka in posledice nas najbolj izuči. Vsakdo kdaj stori kakšno napako. Ko človek živi in dela, naredi tudi kaj narobe. Tega ne gre obsojati, vendar pa se moramo na svojih napakah učiti in jih ne ponavljati. Vsak dan si moramo izprašati vest. Preučimo svoj dan, svoje dejanja in odzive na določene besede in na situacije, v katerih smo se znašli. Po molitvah so naše duše in misli bolj odprte in nežnejše, zato menim, da je takrat najboljši čas, da preučimo svoj dan. Po pregledu svojega dne lahko pod drobnogled vzamemo tista dejanja, ki niso bila primerna ali dobra in razmislimo o tem, kako jih izboljšati. Ne verjamem, da nam je vse slabo odpuščeno, sploh nenamerna slaba dejanja in neprijazne besede. Vedno poskušam imeti v mislih citat: naj vam srce gori v ljubeči prijaznosti do vseh, ki vam prečkajo pot. Ko me vodi ta misel, se zmanjšajo možnosti za neprimerno vedenje. Z vsakodnevno meditacijo imamo vsak dan možnost, da se spremenimo na bolje. A zato mora biti naš buden. V današnjih časih pa ga raje zamotimo s tisočimi opravili in neštetimi dejavnostmi. Ko nam zanje zmanjka energije, pa si mnogokrat zameglimo še z opojnimi sredstvi ali televizijo in telefoni. Vse, da le ni treba opaziti, v kakšnem stanju je naša duša. Razmišljam o tem, da dojenček v maternici razvije roke, noge, oči, ušesa in vse druge organe. V maternici jih ne potrebuje, razvije jih tam, potrebuje pa jih na tem svetu. Prav tako smo ljudje na tem svetu, da si razvijemo duhovne lastnosti, kot so ljubezen, prijaznost, pomoč drugim in spoštovanje ter pravica. Na tem svetu bi lahko preživeli tudi brez njih. Verjamem, da jih bomo še bolj potrebovali na naslednjem svetu, saj so to lastnosti duše. Kaj je prav in kaj ne? Verjamem, da lahko sledimo univerzalnim naukom vseh velikih svetovnih neodvisnih religij, ki vse učijo ljubezen, prijateljstvo, pomoč in spoštovanje. Ti nas bodo vodili na poti, kjer bomo delali tudi napake. A po vsakodnevni meditaciji in molitvah bomo napake zaznali in jih ne bomo ponavljali. Na tem svetu smo, da ga izboljšujemo in verjamem, da nam bo to s preprostimi koraki tudi uspelo.